Dobro jutro. Ja, ceste sem in ceste tja. Dars skrbi za gostoto prometa, za dražje vinjete, celo predlaga, da se v službo vozite raje takrat, kadar prometa ni. A veš, oni sicer skrbijo kao za te ceste, ampak dajte se vi voziti takrat, ko mi nekaj ne šraufamo. Čeprav šraufajo oni te, bom rekel, ožanja in ne vem kaj, to je na vsakem koraku, teh delavci pa so pisarniški delavci, a veš, oni sam do povdne, do 2, pa itak že vroče, ajde do 4, pa to je to. Mislim, če bi bil Darsu v interesu, bi spedenil 3 smene, pa bi se stvari zrihtale in spedenale. Pa to je še najmanj. Cesta, o kateri govori Vlado Kreslin, nas pelje do sebe. Od nekje do nekoč in do nekoga in zdaj je v vsaki kapljici vprašaj. Vprašaj je tisto, kar je začelo v tej koroni marsikomu začelo odpirati tančico iluzije, v kateri smo živeli. Mi smo se sprašvali, mogoče v fazi prebujanja, mislim, to se reče prebujanja, da mičkeno odpreš učke pa rečeš, čakaj, kaj se tle dogaja. No in v tej fazi se počutiš ti človek sam pri sebi izgubljeno, in tudi nerazumljen sebi in drugim, ker matonca stvari ne valjajo, Ampak to, da se tako počutiš, je precej normalno, v sebi dobro veš, kdo si. Odkrivaš iluzijo, ki pa je za vsadzga na začetku šokantna. In ti zdaj odkriješ, recimo na RTV Slovenija, zdaj po televiziji povejo, da je v Jugi izginilo 20.000 otrok na leto, ali kako že. In zdaj na televiziji ti rečeš, čakaj, kako zdaj pa to pa nismo vedeli leta nazaj, zdaj pa naenkrat pa vemo. Seveda, včasih so bile to, pa kaj ste mi resmi, včasih so bile to ves čas tajne, skrite stvari, nič se ne smejo tam govoriti, In zdaj za marsikoga se tukaj zgodi šok, Ampak, ko smo mi začeli odpirati to tančico, smo prišli do številke 8 milijonov otrok letno izgine iz planeta Zemlja. 8 milijonov letno. Kam pa? No in seveda, tle se začne pa faza raziskovanja. Kam pa? No in pol prideš do usmeritev spolnih, ki so seveda pedofilija, Zdaj so celo malo razmišljali, da bi pedofilijo nekako označili kot ljubezenski, kako že nagon, spolna usmerjenost z mlajšimi, in to v kategoriji skupnosti LGBT, Torej, ta skupnost, ki ima parado ponosa, ponos, kaj ni ponos vezan na ego, večji je ponos. No, ne vem, revni nimajo nobene parade, ker revni ne zanimajo nikogar, zanimajo jih ekstremni osebki, ki so čim bolj degenerirani, da bi ta družba normalizirala nenormalno oziroma degenerirano. In na državni slovesnosti oziroma na dan državnosti na vladni hiši visi slovenska zastava in zastava LGBT. To bi nam moglo povedati, kaj pa ima zdaj LGBT z dnevom državnosti? Halo, pa gre za majhno skupino ljudi, ki je majhna, Kaj naslednjič bo pa zastava godbe Cerknica visela na državni vladni palači, ali kaj? Ne vem, mislim, najbrž to ni taka zanimiva stvar, kakor nekaj, kar podpira spolno izživljanje nad otroki. Pa kaj, še eden, da mi reče, da je to normalno, pa se bomo začeli grdo gledati. Mislim, že zdaj se z marsikom sploh ne moramo več gledati, oziroma jaz tja, drugi pa bolj v tla gledajo. In usput naj dodam še, do draga Cerkanca, če ne boste nehali meni trosati laži, da sem bil v zaporu, pa ne vem kakšne količine so mi bile zajete, bom jaz do vas začel govoriti resnico, tam vam bo bolj vroče. Ker vemo več, kot si upate misliti, pa ne samo za Cerkanca, za celo Slovenijo in širše, pa na to tudi opozarjamo. Ampak gledati v stran je valjda seveda ful boljš. No, jaz sem hotel reči, da otroci so izginevali in marsikdo o tem nima pojma, in zdaj pa se začne odpirati
korak po korak. Ne? Torej, če javni mediji že govorijo o tem, je čas, da resnica počasi pride na plano. Da šok ne bo prevelik, a ne, v štartu prebujanja gremo mic po mic. Ampak mic po mic bomo mi spoznali kompletno iluzijo sistema in žal se gre nekako tako, zelo mi je lepa primerjava, ti ugotoviš, da nekaj so se nam zlagali, da nekaj ni v redu. Prvih 10% ugotoviš in tle je ta faza šoka. In ugotoviš, da 20% stvari na svetu ni v redu. In čez čas s fazami raziskovanja ugotoviš, da 40, 60, 70% stvari na svetu ni ok. Prideš do 80, 90, 95 in 99% stvari, da so bile na svetu vse izmišljene. Vse je bila laž. Kako daleč si človek upa pogledati v to, pa je tisto, kar je znana fraza go to the rabbit hole, torej pojdi globoko v zajčjo luknjo, tam se skrivajo stvari grozne. Da se mogoče vrnem na te otroke, ki jih je 8 milijonov letno zginilo, so bili namenjeni trgovini z otroci, da so bili ti otroci spolni sužnji, nad katerimi so se izživljali do bolanga. Največ elita, najbogatejši elita in vsi predstavniki državnih vrhov, a ne, so morali biti del tega, ker to je bil del rituala, del inkarnacije oziroma sprejetja v klub, a ne. Ko je bila ta spolna žrtev in ta suženj že toliko fertik, so iz njega scuzali adrenokrom, s katerim so se spet napajali samo najbogatejši. In na koncu so te otroke tudi pohrustali kot novoletno večerjo, ostanke pa so zmleli v McDonald'sove hamburgerje. Ne, ampak to zdaj je en majhen primer stvari, ki jih načeloma tisti, ki smo brskali, že vsi vemo. Tako da to za mnoge ni nobena novost. Za mnoge pa je to moment šoka. In mora priti do tega, ker smo čakali, da pridemo do točke smrtnega strahu ali do točke šoka, ki bo začela ta točka odpirati ljudi ume do tega, da vsi spoznamo, da smo živeli v satanizmu. In ako ste ali pa so podporniki sistema med vsemi nami, a ne, marsikdo ni vedel, kako ta sistem, ki ga podpirajo, deluje na vrhu, usrano, gnilo, satanistično in tudi po točko razno nenarejeno zato, da je ljudem ok ali boljše, ampak kontra, da so ljudje v paniki, v strahu, v gužvi, ki je načrtno narejena, umetno sproducirana in nikomur seveda ni v interesu, da bi to zrihtal, da bi promet normalno tekel, pa bi lahko z organizacijo. Ampak ne, ni v interesu, le bodite živčni, nervozni, pa še malo smo vam podražili vinjeto, da v bistvu dlje časa za ta denar stojite na avtocesti. Ne? Sik, bolano, idiotsko, grozno in no problem. Resnica bo prišla na dan v kompletu za vse. V tem trenutku bele halje še vedno molčijo, a ne? Ja, bele halje in medicina je še vedno nič, korona ni bilo nič, vse smo po pravic povedali, bolnice so bile polne, mi smo plesali, bilo je smrtno nevarno in tako naprej. Vse to seveda valjda normalni vemo, da ne drži, ampak laž se veselo prikriva, kadar pa je na vrsti blatanje vašega imena ali pa mojega imena, tam so pa lažnivci glasnika stomater, po resnic pa ne znajo povedati in nočijo, ker valjda ščitijo svojega predstavnika. Tle že vemo, kdo kaj in zakaj. Družba, želim, da pridete do točke šoka, da pridete do točke, ko boste želeli vedeti več, ko boste želeli spoznati, kaj je iluzija in kaj pravzaprav ste vi, kaj ste vi noter. Ne? Sej znotraj sebe pravzaprav že malo veste, ampak okolica še vedno grabi nazaj in želi nas spraviti v nizke vibracije. Ne dovolj tega, da okolica vpliva na vas in vas vleče dol. Postati moramo ljudje, ki bomo živeli
na osnovi ljubezni, ki je največja sila, in tudi Aki Rahimovski poje, ker so glih zastave, da so na njegovi zastavi vedno iste barve ljubezni in nikoli na polovico droga in ni čas za predajo, ampak čas za to, da gremo naprej proti zmagi, da se skorumpirana satanistična mafija dokončno pospravi in nič bat, zagotovo pride Justice Day, dan pravice. Imejte se prečudovito, ljubljeni vsi. Čau, čau.